ranjen, da je lahko se gibal edini. So pustili 20-letno dekle, ki je v partizane prišla 14 dni prej. Mislim, da je bila še videla nekaj takega. Zdravnik in vse drugo osebje se je skrilo in odšlo, je bežalo. Že samo to dejstvo je zločin. Zapustiti, da zdravnik zapusti težko ranjena in gre z vsemi drugimi. Tej bolničarki, temu dekletu, 20-letnemu, pa so zabičali, da mora streljati na Italijane, ko so bi bližali. In ko so se Italijani bližali, je ona z revolverjem, s katerim največ ni znala kaj dosti ravnati, če je bila 14 partizanih, in tisti pokretni bolnik s puško sta streljala na Italijane. Torej drugi zločin. Pod zastavo Rdečega križa, oziroma na mesto, da bi izobesili zastavo Rdečega križa, so bolničari nastopili z orožjem. Potem pa pripovedujejo, kako so sovražniki zločinsko pobijali ranjence. Sami so ranjence spremenili v sovražnike, ker so streljali na približajočo vojsko, namesto da bi izobesili zastavo z Rdečim križem in bi bili zaščiteni po mednarodnih predpisih in konvencijah. To malo še pripovedujem kot značilnosti našega osvobodilnega gibanja. Ko so Italijani potem seveda prišli do jame, je zdravnik, italijanski zdravnik, vstopil v jamo, pregledal vse, kar je dobil noter in ugotovil, pozabil sem povedati, da je potem ta bolničarka, ko je nehala streljati na Italijane, šla v jamo in pobila vse ranjence. Češ, da so tako bili dogovorjeni, da so ranjenci se zmenili prej, da noben ne bo živ prišel v roke fašistom in da ne vse postreli. In ona je vse postrelila. In še na koncu tudi sebe. Italijanski zdravnik pa je dobil še 4 žive. Razumljivo, ona prvič ni bila vajena orožja, najbrž ni bila morilc, ni bila vajena kar pobijati, najbrž so se ji roke tresle, ko je pobijala, in pobijala je čisto v temi. Noter ni bilo luči, bila je pač neki ocevi, kot so bili, in so 4 ostali živi. Italijanski zdravnik jih je našel, odpeljali so jih in vsi 4 so ostali živi. Enega od njih so potem kasneje ustrelili, ampak to je bila druga zgodba. Drugi pa so ostali tudi po vojni še živi. Kaj pravite, kaj so pa partizani naredili potem s to jamo? 30 let kasneje so šli v to jamo prvič. Italijani so lahko šli takoj noter pogledati, partizani pa so svoje ranjence in svojo bolničarko, ko so jo pustili, šli pogledati čez 30 let. In so našli potem to dekle, sebe samo v kostje, nekje daleč stran od teh ranjencev v globini, potem tiste jame nekje naprej. Očitno je potem, ko je pobila
ranjenca se omaknila še v globe v jamo in se tam streljila ali umrla. To je drugo vprašanje. Hotel sem samo povedati, kakšen odnos so ti ljudje imeli do svojih ljudi. Zato ni čudno, da imamo 3 knjige žrtev, pa seveda še nešteto drugih žrtev, ki niso v teh knjigah, kajti ne pozabiti, da je tako čaščeni narodno-osvobodilni boj ni zahteval samo teh 15.000 žrtev, ki so v teh knjigah, ampak da je po podatkih ravno prej omenjenega Inštituta za novejšo zgodovino v Sloveniji čez 85.000 življenj bilo izgubljenih zaradi NOB-ja. Ali po krivdi, direktni krivdi, ali zaradi represalij, zaradi dogodkov, ki jih je sprožila partija za svojo osvobodilno fronto. Vseh žrtev je 97.000, ampak 10.000 približno jih pripada prisilno mobiliziranim v nemško vojsko. Te žrtve bi vseeno, za te ni kriva NOB, za druge pa je kriva in odgovarja NOB. Ko govorimo o številu žrtev, okrog 15.000 jih je v teh knjigah, moramo pomisliti tudi na to, koliko sorodnikov, koliko najbližnjih domačih je prizadetih. Ogromna večina teh žrtev, razen posameznikov, je še vedno v skritih, zamolčanih, breznih jamah, gozdovih. In če vzamete samo za vsako žrtev, samo 5 prav najbližjih, poprečno, je tukaj čez 100.000 žrtvujočih. Širše sorodstvo gotovo znaša čez 200.000. Vsi ti ljudje so še vedno prizadeti, še vedno trpijo, ker ne vedo, kje so njihovi najbližji, ne vedo, kje bi prižgali svečko in na kateri kamen bi položili šopek cvetja. Te farne spominske plošče, torej ne samo da pričajo o žrtvah, o dogodkih, so pa tudi izkaz slovenske, kar recimo slovenske pravne kulture. Tolikšno število mrtvih, pobitih, ne mrtvih, pobitih, umorjenih, in kamnite plošče pri toliko mrtvih so sjajne diplome naših osvoboditeljev. To so kamnite diplome njihovega življenjskega učinka, njihovega življenjskega dosega. Po drugi strani pa, ko vemo, da toliko žrtev zahteva ogromno število izvrševalcev, ne bomo rekli vsem tem izvrševalcem morilci, pa tudi morilcev je moralo biti na stotine ali
pa celo tisoče, sodelavcev pa na 10 tisoče, praktično ga ni bilo skoraj partizana, da ne bi na nek način, vede ali ne vede, sodeloval pri takem velikem strahotnem podvigu. V Srebrenici so pobili 9000 muslimanov. Svetovna organizacija je ugotovila, da je pri tem sodelovalo čez 20 000 oseb za poboj 9000, ki se je izvršil v bistvu v enem kraju in skoraj v istem času, v nekaj dneh. Kaj pravite, koliko ljudi je sodelovalo pri teh 15 000, ki so v teh knjigah, ki so se ti poboji izvrševali skozi 3-4 leta in po celi Sloveniji. Cela Slovenija je posejana z grobovi. Zato in pri vsem tem, to hočem reči, pri vsem tem nismo dobili niti enega krivca. Pa ne zato, da ne bi vedeli, da ne bi poznali, kdo so, ampak zato, ker je Slovenija prednjači v avtohtonem domačem totalitarizmu. Vsak postopek, ki bi se pri nas začel, bi prizadel naše slovenske ljudi, zato so ga preprečili in ga še vedno preprečujejo. V Sloveniji je veljalo od 16. septembra 1941, da je OF, da je partizanstvo država, da je celo narod in da to, kar oni počnejo, je nedotakljivo, da je to božje delo, tako rekoč, da se partizanom ne sodi, ampak partizani sodijo. To je tudi uradna doktrina, uradni nauk vrhovnega patriarha slovenske pravne znanosti, doktorja Ljuba Pocola, ki jo še danes zagovarja, pred 2 letoma je to zapisal jasno in glasno v Mladini, čeprav je Evropa že prešla preko tega in je pred 2 letoma Evropsko sodišče za človekove pravice v Štrasburgu jasno in glasno razsodilo, tudi partizanski heroj, ruski državljan, sovjetski odlikovalec Vasilij Kononov, ki je izvrševal sodbo partizanskega sodišča, je vojni zločinec, ki je storil kazniva dejanja hudodelstva proti človečnosti. Evropa je torej zapustila ideološko, partizansko razpravljanje o zmagovalni, o naši, o pravi strani in ne sprašuje več, kdo je bil na eni, kdo je bil na drugi strani, ampak sprašuje, kaj je kdo storil. Naj povem, da je slovensko sodišče prehitelo Evropo. Slovensko ustavno sodišče je tako sodbo izdalo že leta 1993 ali 1994, ko je presojalo ustavnost uredbe o vojaških sodiščih, ki jo je izdal slavni maršal Tito, in ugotovilo, da so določbe, ki kriminalizirajo status storilca, da so neustavne, da so proti pravnim načelom, ki jih priznajo civilizirani narodi. Torej isto.
ni pomembno, kdo si, pomembno je, kaj si. Ne govorim zato, da bi sedaj začeli akcijo za obsodbo storilcev. Te očitno v Sloveniji ne bo, kajti Slovenija še vedno molči o sodbi Evropskega sodišča. Slovenski pravniki so bili večinoma, velika večina, kar se tega tiče, popolnoma poučeni od doktorja Bucona. Pred 3-4 dnevi sem dobil sodbo Višjega sodišča iz Maribora, ki to potrjuje, na žalost. Ampak zato, da veste, kje smo. Kje smo in zakaj so te knjige Farnih spominskih ploščah pomembne. Te knjige pričajo o zločinu, o največjem zločinu, ki ga je slovenski narod doživel. Pričajo o tem, da ni šlo za upor proti okupatorju, na to izdaja in na to kazen, ampak da je šlo za nasilje, za odpor proti nasilju in za zločinske poboje. Ne samo tiste povojne, ampak tudi tiste, ki so se začeli julija, avgusta 1941. In drugič, te knjige pričajo. Te knjige niso zgodovinske knjige, niso namenjene, da bi bile zgodovinske knjige, namenjene so temu, da dajo sliko o času, splošno sliko o času. In v tej sliki vidimo tudi drugi pomen. To je ta, da smo pa Slovenci vendarle lahko ponosni. Ponosni, da smo se v najtežjem času razbiti pod 3 okupatorji, v strašnih časih, ko nas je napadel 4. okupator oziroma drugi, najhujši totalitarni sistem, da smo se znali sami, brez političnega vodstva, brez države, v nasprotju z splošnim mišljenjem, da smo vedeli, kje je glavni totalitarni zločinec in da smo se znali temu zločinu že leta 1942 upret. Da smo nudili časten odpor proti velikemu zločinu, ki nas je ogrozil, ki je ogrozil naš obstoj. Nasledniki tega zločina so tudi danes še dalje glasnejši, grozijo nam, kričijo, vendar te knjige niso samo dokaz zločina, so tudi dokaz naše samozavesti, naše prisebnosti, našega odpora proti nasilju. Hvala lepa.